Zdravo, tukaj se je Rinc iz Petina. Zakaj video predstavitev bolj prepriča kot besedilo, slika ali zvočni posnetek? Poglejmo vrste video predstavitev. Ampak najprej je splošno znana ugotovitev. Audio ali zvok je 60% kakovosti videa. Torej video predstavitev ima lahko odličen video del gibajoče slike, vendar če je zvok zanič, je ne bomo cenili ali poslušali do konca. Velja tudi obratno. Dober, pristen zvok lahko da pravo dušo v video posnetku, čeprav se recimo kamera tresna med snemanjem. Kar na primer sploh ni slabo za oglaševanje v družbenih omrežjih, saj z navidezno slabšimi posnetimi zgodbami dosežemo večjo priljubljenost pri gledalcih takšnih video posnetkov. Katere so torej vrste video predstavitev? Vrste video predstavitev se ločijo po načinu priprave, po izvedbi, po namenu, po kvaliteti in podobno. Zato tukaj omenjam le najbolj razširjene vrste video predstavitev v svetovnem spletu. Živa akcija. Snemamo običajno ljudi, pa tudi živali, med neko določeno akcijo. Takšne posnetke z visoko kvaliteto praviloma posnamemo le z dražjo studijsko opremo, za vse druge pa zadošča ročna videokamera. Kako bi predstavili podjetje, katerega glavna dejavnost je krovstvo, drugače kot z videoposnetkom mojstrov, ki pokrivajo objekt streho? Druga je govoreča glava. Ti videoposnetki so predvsem izobraževalne in informativne narave, seveda pa ne vse samo poročila na televiziji. Zgolj snemanje osebe, ki v video predstavitvi razlaga, na primer kvaliteto posterja ali vzmetnice ter z nekaj dodatnimi napisi in slikami, lahko učinkovito prepričamo bodoče kupce. Za predmete, torej izdelke, ki jih ne moremo vzeti v roki za prikaz, bo seveda še boljši dejanski prikaz uporabe. Če želimo predstaviti intelektualne storitve, lahko videoposnetek dobro popestrimo z govorečo glavo. Tretja je videodemonstracija. Z videodemonstracijo navadno prikažemo lastnosti in prednosti izdelka. Tako preprosto odpravimo dvome, ki jih imajo gledalci video predstavitve, preden se odločijo za nakup ali pa pridobivanje dodatnih informacij. Tudi delo z računalniškimi programi ali na primer pripravo spletne strani je najbolje prikazati z videom. Preprosto pravilo palca glede videa, da ali ne, na primer le zvočni posnetek vašega znanja oziroma ponudbe, je v tem, da če morajo ljudje videti postopek in ne le slišati, da ga lahko brez napak ponovijo sami, potem pripravite video. Kako težko je pripraviti video demonstracijo računalniškega opravila? Zelo enostavno. S programom za snemanje ekranskih akcij in sprotnim govorjenjem v mikrofon. Četrta je video prezentacija. Tudi video prezentacija je preprosta in tukaj mislim predvsem na predstavitev pripravljeno v namenskem programu, kot jih vredno poznate, na primer PowerPoint, Impress in Keynote. Od tukaj naprej je enostavno, vse prezentacijo le poženete in jo sproti snemate s programom za zajem video posnetka. Po snemanju samo še pretvorite video v ustrezni zapis, ki najbolje ustreza končnemu mediju. Za splet, na primer YouTube in vaše spletne strani ali disk DVD ali CD-ROM, pomanjša video za predvajalnike MP4 in podobno. In zadnja, zelo popularna, vedno bolj videoprodajno pismo. Od leta 2009 postaja videoprodajno pismo pomembna zamenjava za klasično prodajno pismo, ki v spletu nima več toliko uspeha kot prodajno pismo, ki ga pošljete po pošti ali klasično spletno prodajno pismo. Pripravite ga lahko kot prezentacijo, na primer PowerPoint, ki je nato posnamete v vaši govorni spremljavi. Napredno grafično oblikovanje sploh ni potrebno. Struktura videoprodajnega pisma ustreza običajnim prodajnim pismom, vendar je prilagojena spletnim stranem. Na primer, gumb za nakup se pojavi točno takrat, ko je gledalec prepričan, da predstavljen izdelek ali storitev potrebuje. Zdaj imamo dovolj informacij o tem, kdaj je video predstavitev učinkovita. Če želite, da za vas izdelamo video za večjo prodajo in uspeh, nas kontaktirajte in imeli boste hitre in merljive rezultate. Hvala za ogled video posnetka v video predstavitvi.